Pozdravljeni vrtičkarji, danes bomo govorili o trati, o jesenskem gnojenju. Če želite zdravo in vitalno trato v spomladanskem času, je treba že v jesenskem obdobju poskrbeti za dodajanje gnojil, ki imajo višji odmerek kalija. Na ta način seveda dvignete odpornost, preprečite razvoj bolezni, manj je pa dejansko tudi poškodb zaradi mraza. No, če primerjamo dušična gnojila in kalijeva gnojila, ki jih uporabljamo predvsem v jesenskem času, dušična pa tam do meseca septembra, ugotovimo, da so dušična predvsem za rast, kalijeva pa enostavno za boljšo kondicijo trate in boljši razvoj travnih bilk v pomladanskem času. Navsezadnje dosežemo z uporabo kalijevih gnojil to, da zvišamo odpornost proti boleznim, boljša je tudi odpornost na nizke temperature, seveda trata uspešno pri zimi, saj dejansko kalij odebili celične stene. No, ko se vprašamo, kakšen odmerek kalijevega gnojila priporočamo na enoto površine, ugotovimo, da 2 kilograma gnojila z višjim deležem kalija zadošča za 100 kvadratnih metrov. Za trosenje pa priporočam kar uporabo ročnega trosilnika. Hojo z ročnim trosilnikom nekako koordiniramo na hitrost 1 meter na sekundo. Pri gnojenju pa upoštevamo, da gnojilo iz trosilnika se pač raztresa na širino 2 metrov. No, pri porabi kalijevih gnojil naj opozorim še na to, da ni nevarnosti ožigov samih travnih bilk. No, naj spregovorim še nekaj besed o zadnji košnji in odpadanju listja. Odpadanje listja s trave redno odstranjujemo, zadnjo košnjo pa prilagodimo na višino 5 centimetrov. Več si preberite v članku. Želim vam veliko uspeha pri vaši negi trate.